Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Danes je sončen dan, ker ne snemava zvečer. Mogoče je več svetlobe, ne vem. Ja, ampak to mogoče. Matic, povej, o čem bo oddaja? Oddaja bo o tem, kaj bi bilo, če bi ljudje naenkrat zginili. Si že videl to? Najbrž si videl kakšno oddajo. Sem videl What If, ali je to tam bilo možno. Ja, ja. Pač nekamo skrajšana verzija. Okay. Če bi ljudje zginili, ne? Če bi se, ne vem, se nima veze, kaj je razlog, pač sam bi naredila, ne? Pa ljudi ne bi bilo več. Vse stvari bi še bile, živeli bi še bile, samo ljudi ne bi več bilo. Okay. In kaj bi se zgodilo? Zdaj, po parih urah že bi luči nehale bi crknile. Zato, ker večinoma teh elektrarn je še zmeraj ljudje upravljajo, ne? In pač bi crknili vse skupaj. Razen kakšne hidroelektrarne bi še nekaj cajta delale. In pa kakšnih 48 ur po tem bi jedrske elektrarne, dokler bi tudi nehale, ampak po 48 urah, se pravi po 2 dneh, bi šle pa v tak safe mode, ne? Ker ni ljudi spet, da bi jih upravljali. Se pravi, ne bi eksplodirale. Ne bi še eksplodirale. Še. Pol tudi recimo kakšne sončne elektrarne, se pravi, tiste zrcala, šipe, ki so. Ja. Bi tudi nekaj cajta delajo, ampak bi se prah nabral gor, bi bile spet neuporabne. Tudi vetrnice bi enkrat pač nehale delati. Pač počas. Energija bi se počas. Ja. Po 3 dneh bi vsi metroji bi bili pod vodo. Sprav, vse podzemne železnice bi bile pod vodo, zato ker te pumpe, ki pač vodo izčrpavajo ven, oziroma ki merkajo, ljudje upravljajo. In ne bi bilo ljudi in voda bi se malo bolj dvignila, ne. Pa žalostno, 10 dni, potem, ko nas ne bi bilo, bi večino domačih živali, se pravi hišnih ljubljenčkov, na kmetijah bi poginili. Ogromno živali bi poginili, ker pač ni ljudi, da bi jih futrali, da bi mi vodo dali, da bi... Ker so toliko razvajeni, ne? Delali, ja. Ja. Loh, ki so zaprte živali. Ja, sej to. Mesec dni, potem, ko nas ne bi bilo, bi pa tudi jedrske elektrarne bi eksplodirale, zato ker tista voda, ki jih hladi, bi izparela in bi bilo po celem svetu. Černobil. Veliko Černobilov bi se po celem svetu zgodil, ampak v bistvu dokaj hitro bi se narava upomogla, ne. Sploh mogoče kakšen let, 2, pa bi bilo nekako Ja, boljše. Ne, dobro, čist, saj tudi Černobil, točen tam je kontaminiran, par kilometrov okrog je pa že nekako vzdržljivo, a ne. Ja. Sploh pa se živeli, tudi bi se hitro navadile na tak življenje. Leto dni potem, ko nas ne bi več bilo... Bi se že opice razvile na raven človeka in bi v bistvu začele opice. Več bi jih bilo, to je prva stvar. Druga stvar bi pa v nebo po noč pogledali in bi ful utrinkov videli, kar pomeni, da bi sateliti bi začeli padati iz vesolja. Okay. Ker spet ni ljudi, da bi... Bile luči, ker zaradi luči ne vidiš neba. To je recimo lepo bi se vse videlo. Najbolj opazno je recimo v ne vem, večjih mestih ti noš nikoli videl zvezde, zaradi tega, ker je preveč luči. Ja, zrak bi se pa sploh bolj očistil in bi res tako, v bistvu viden polje bi bil v mestih par kilometrov, ker bi bilo toliko lepo. Pa toliko lepo tudi gor. Jaz sem enkrat bral, da so v enih 80-ih mislim, da v San Franciscu je cel mest naenkrat brez elektrike bil. In ko so ljudje ven stopili, so v nebo pogledali, pa so Milky Way videli in jih ful ni vedeli, kaj je to. In so pol klicali, če to mogoče razlog, da ni elektrike. Pač take zgodbe so. Zanimivo. Sam to bi mogel biti ful zanimivo za videti, tako realno. Ja, res je. Ker naprimer 25 let potem, ko nas ne bi bilo, bi vegetacija prišla nazaj v mesto. Se pravi, drevesa, grmovja, ceste, pa to bi se nekako prekrile z grmovjem in pač z vegetacijo. In tudi živali bi počasi prišle nazaj v mesto.
Se so že zdaj ena Ja, podgane. ja. Veverce. Ampak pol recimo, kakšen Dubaj pa Las Vegas, po 25 letih bi spet puščava bila tam. Ker pač veter nanaša ves čas pesek, zdaj ga še umetno stran dajajo, po 25 letih pač bi pesek tam bil, kjer je včas bil. 300 let potem, ko nas ne bi bilo, bi kakšne kovinske konstrukcije, kot je Eiffel stolp, pa mostovi, bi se zrušili. Šele 300 let. Ja, zato ker pač ne bi vzdrževanja in po 300 letih bi zadeva padla. Poleg tega bi pa tudi stolpence po 300 letih padle dol, ker pač tudi konstrukcija, tam je sicer še beton zraven, ampak toliko više vse skupaj, da bi po 300 letih tudi ne bi bilo več stolpenc. Recimo za Eiffelov stolp, ne vem koliko ton barve sam porabijo vsak let, da ga prebarvajo. Najbrž in to jim pomaga. Ne? Ja. Ok, tudi fact. kakšni jezovi Ja. bi na isti način bi po 300 letih bi porušili se, počeli, karkoli, kako bi temu rekli. Ja, in pač želi, kot so ptice, pa to bi prišle nazaj tam, kjer smo jim mi vzeli plac. Množili bi se, vodne živali bi se seveda množile, ker ni nobenega, ki bi jih lovil. Ribičev. Ja. Sej so tiste, valjda obstaja tisti zakon močnejšega, sam mi smo to, ne vem, velik stopnic preskočili. Ja. Dinozaur bi nazaj prišel. Ja, naprimer. Ja. In če bi čez 500 let pogledal zemljo, bi več ali manj posod bil gost. Ker gost bi bil posod. Zaradi tega, ker Tako pač tako je. Tako pač je. Ja. Pa In pljuča zemlje bi zadihala spet, kot so. Je pa tako, da veš, včasih so bile, par milijonov let nazaj, so bile živali tako zelo večje, Ja, kot so pajki in vse. Kakšne sporočila dobivaš ti? ne vem. Ampak to je bilo zato, ker je bilo že takrat toliko kisika, ker je bilo toliko gozdov. In so živali se prav več lahko dobile in so rasle. Tako da mogoče pol čez 500,000 let bi bili, ne vem, ne bi bili taki pajki, ampak bi bili taki. To mi pa kar všeč, da ni toliko zraka. Ja, torej po 500 let, 500 let je res tako malo. Ja. Škvat je to, sam enkrat te vseka, pa je konc. Ti so kriz črpa. Ja. Gremo pa ful preskočili 10,000 let. Okay. Potem, ko nas ne bi bilo, bi sam še kakšni kipi, kakšni temelji od stavbe bi še ostali. Piramide bi še zmer stale. Vsi so že kar neki cajta, ne? Ker bi pač sam še take konstrukcije, res tiste močne, bi zdržale. Ja, se piramide so bile delane na principu tem, da bojo zdržale. Kamen na kamen. Ja, tako. In to pač so bili pametni. Zdaj pa še vel naprej. Okay. Čez 50 milijonov let, ko nas ne bi bilo, šele takrat bi začela zadnja plastika izginjati, reciklirati se. Se pravi, tudi če bojo eni pršali vesoljci, bi še zmeraj najdel neko plastiko, kako pa je to. Ja. No, če pa še pol od tistih 50, še 50 milijonov let damo naprej, takrat bi pa res, takrat pa res ne bi nič več, nobene plastike bilo več. In pač, ko bi rekel, če se neka živali, a pa neka evolucija spet začela, noben ne povedal, da smo mi sploh kdaj bili tukaj. Kako ne? A pol še zmer nismo dosti velikega odtisa v zemljo dali, da bi se... Smo tukaj nekih 20,000 let, da nekaj res delamo. Seveda, če bi neki arheologi čez 100 milijonov let, ki z vesolja vršli, bi videli, ampak pač, ko bi nekdo na zemljo prišel, ne bi vedel. Je pač če pa začel kopati, bi pa seveda kaj najdel. Tako da nekako, pač, treba vedeti, da je narava lahko mod brez nas preživi. Samo mi ne moramo brez nje, to je neka stvar, ki se moramo zavedati. Ja, logično, da narava, je bila preden smo bili mi in bo tudi, kaj nas ne bo več. En vice, kaj dobro slišal, tak realen.
Grem komet, mim zemlje, ki dolg cajt traja, veš, da jo spet vidi, pa prav, živijo, kako si? Prav, pa malo sem prehlejena, imam homo sapience. Prav, ni problema, kam naslednjič prišel tega na več. Tako da ja, tako je to. Homo sapiens. Ja, zanimiv vic in lep za zaključek te današnje oddaje. Lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!